V Semiču pridobili več kot 160 parkirišč. Rebalans proračuna varčen, a ambiciozen. Otroci pridno ločujejo odpadke. Dober večer. Semič je bogatejši za 163 urejenih parkirnih mest. Tamkajšnji občini je namreč uspelo pridobiti 217 tisoč evrov nepovratnih evropskih sredstev za izgradnjo 2 parkirišč in avtobusnega postajališča. Iz občinskega proračuna so dodali še 107 tisoč evrov in pri semiškem gasilskem domu uredili 69 parkirnih mest z javno razsvetljavo ter avtobusno postajališče. Pri pokopališču v ulici Sela pa so razširili cesto, zgradili pločnik in 94 parkirnih mest z javno razsvetljavo. Ja, malo smo bili moteni skozi vse leto, ker je to ropotalo se, ampak na koncu smo pa navdušeni. Ogromno smo pridobili in posebej ti tam mladi, ki so bili tudi z nami, da nas bojo pa uživali. Pa ne le na parkiriščih. V okviru občinskega praznika so namreč letos namenu predali kar 6 novih pridobitev. Občani smo veseli teh dogodkov. So nekatere drobne stvari, ki pa so zelo pomembne in če jih seštejemo, je pa to velik napredek. Kot je na slovesnosti ob odprtju parkirišč in avtobusnega postajališča, ki so jo pripravili semiški osnovnošolci, dejala županja Polona Kambič, so bili doslej uspešni pri črpanju evropskih sredstev. Tako so namenu predali že 12 naložb zgrajenih s pomočjo evropskega denarja. Osrednja točka redne seje občinskega sveta občine Dolenjske Toplice je bil rebalans proračuna 2012, ki so ga svetniki sprejeli z veliko večino. Proračun je varčen, a ambiciozen, pravi topliški župan, kar pomeni: smo si zadali kar velike načrte, to se pravi Suhokranjski vodovod, pločnik Sela Poturen, prvi del izgradnje čistilne naprave, torej dokumentacijski del, izgradnjo križišča v Poturnu. Za vse to imamo nekako napeljana državna oziroma evropska sredstva. V naslednjih letih bo treba res biti varčen, opozarja Muhič. Največji projekt pa bo zagotovo Suhokranjski vodovod. Suhokranjski vodovod bo rešil problematiko oskrbe s pitno vodo v občini Dolenjske Toplice za približno 40 let. Torej naša generacija in morebiti vsaj pol naslednje naj bi ne imela s tem nikakršnih problemov več. Načrtujejo pa tudi obnovo osnovne šole. Kandidiramo za sredstva za energetsko sanacijo osnovne šole. Imamo zelo dobre adute v rokah, da bomo do teh sredstev prišli. Tukaj naš delež predvidoma ne bo zelo velik, ampak bi rekel prispevek države bo pa zelo zajeten. Država bo prispevala 515 tisoč evrov, je še povedal Muhič. Sončnih elektrarn je pri nas vse več, v jugovzhodni Sloveniji že prek 500. Zato področje obvladovanja tveganj pri sončnih elektrarnah postaja vse pomembnejše. Predvsem za gasilce, ki se soočajo tudi s takšnimi požari. Tema je še kako aktualna, zato so jo tudi izbrali za posvet varnostnih inženirjev in gasilcev na Otočcu. Ugotavljamo pa hkrati, da nekako te požarne sončne elektrarne, predvsem iz našega vidika, nimajo skladnih papirjev, torej požarnega reda in požarnih načrtov, v primeru požara za varno ukrepanje. Bom rekel, s tem problemom obvladovanja tveganj na sončnih elektrarnah se zdaj srečujemo prvič in tudi neke bogate prakse na tem področju še ni. V Sloveniji je prišlo trenutno do 2 požarov, ki so bili zelo odmevni. To je področje, kjer v praksi še nimajo veliko izkušenj, dodaja Piko. Požari na sončnih elektrarnah pa so posebni. Težava je predvsem v tem, ker se teh fotonapetostnih panelov ne da sklopiti z električne energije, kar pomeni, da to predstavlja bistveno tveganje za posredovanje naših gasilcev na takem objektu. Požari na sončnih elektrarnah so novost, zato v gasilsko-reševalnem centru na tem delu veliko delajo, poudarja direktor Tomaž Kovačič.
Zaposlene na tem področju izobražujemo in tu je tudi del naše preventive, ki se je zavedamo, da moramo na tem področju biti, sploh na Dolenjski regiji, ko bo gospodarsko na teh področjih sončnih elektrarn zelo močna, bomo vse napore vložili v to, da bomo to zadevo opravili tako, kot je potrebno in na tem tudi delamo. Hkrati pridobivajo požarne načrte v sončnih elektrarnah. V območnem združenju Rdečega križa Novo mesto vsako šolsko leto prek donatorjev v obliki štipendij pomagajo dijakom. Letos bo 24 donatorjev na pomoč priskočilo 27 dijakom, ki bodo mesečno prejemali 70 evrov. Letos so prejeli 18 novih vlog za štipendije, 7 so ugodili, 20 pa bodo podaljšali pogodbo od lani. Zaradi vse hujše socialne stiske dijaki denar porabijo tudi za potrebe v lastni družini. Recimo dijakom iz Šentjerneja je šla vsa štipendija samo za prevoz. In tudi nekateri so priznali, da pomagajo z temi sredstvi že v družinskih proračunih za pokrivanje položnic za materialne stroške. Pogoj za dodelitev štipendije je, da srednješolec nima republiške ali katere druge štipendije, da izhaja iz socialno šibkejšega okolja in da mesečni prejemek na družinskega člana ne presega 350 evrov. Ob podpisu pogodbe se dijaki zavežejo, da bodo izpolnjevali določene obveznosti. Da bojo sodelovali pri akcijah Rdečega križa kot prostovoljci in pa na raznih akcijah Rdečega križa. Pogoj, da je prejemnik te štipendije, ker se mu lahko med letom tudi ukine, je, da je prisoten v šoli. Mi apeliramo in ne zaključujemo te akcije, da se tekom leta pridružijo novi donatorji, vsi, ki bi lahko pomagali in seveda osrečili te mlade, da bodo šli svojo pot samostojno in seveda tudi dostojanstveno. Sicer pa novomeški Rdeči križ v decembru pripravlja dobrodelno akcijo Iz omare za otroke. S podarjenimi oblačili želijo priti do sredstev za novoletno obdaritev socialno šibkih otrok. Torej, cel november zbiramo oblačila tukaj pri nas v skladišču, vsak dan v delovnem času in vsako soboto od 10 do 12, kjer jih lahko oddate. Ob novem letu tako želijo obdariti 200 otrok, za kar potrebujejo 4000 evrov. Akciji pa so se pridružile tudi nekatere trgovine iz središča mesta. V razvojno-izobraževalnem centru Novo mesto, ki nudi pestro paleto dejavnosti, hkrati pa omogoča širok nabor izobraževalnih programov, so pripravili dneve odprtih vrat. Poleg vseh dejavnosti so predstavili še novost, Ritz plac, ki ga bodo ponovili vsak 3. petek v mesecu. Zaradi vse večje odvisnosti drug od drugega so se na Ritzu odločili za dobrodelni projekt Ritz plac. Geslo Ritz placa je prinesi, menjaj, odnesi, kar pomeni, da lahko vsak, kdorkoli ima kakršnokoli stvar odveč, je ne potrebuje, ne uporablja, prinese, lahko jo podari, lahko pa v zameno za to stvar nekaj odnese. Novost pa je tudi knjižna polica Rumeni vseved, ki predstavlja stičišče knjižne izmenjave. Ki je namenjena vsem, ki imajo radi knjige. Knjige, ki pravzaprav ležijo doma in jih nihče ne bere. Spodbujena seveda od Modre police Tonija Gašperiča, ki jo je začel v Metliki. Januarja letos se je Ritz preselil v tako imenovani Rumenjak in se tako še bolj približal v središču mesta. Pravzaprav lahko rečem, da s prilagoditvijo na novo lokacijo ni bilo nobenih težav, da je umeščenost v prostor mesta tukaj res zelo dobra in da nas ljudje hitro in radi najdejo. Na včerajšnjih in današnjih dnevih odprtih vrat so se lahko obiskovalci udeležili brezplačnih delavnic in predavanj ter Ritz placa, lahko pa so se posladkali tudi s palačinkami. Ob osrednjem spomeniku na pokopališču v Šentjerneju so dopoldne ob bližajočem se 1. novembru, dnevu spomina na mrtve, položili venec in sveče v spomin na padle borce, pobite talce in žrtve bombnih napadov okupatorja v septembru in oktobru leta 1943. Komemoracijo pripravljajo Zveza borcev za vrednote NOB Šentjernej, Skupnost borcev Gorjanskega bataljona in občina. Pred časom je bila tudi komemoracija na Ajdovi nevi, ker vemo, da so pobili Nemci 20. oktobra 1943 leta, da so pobili tam 22 talcev. Zdaj smo pa to združili in je ob tej priložnosti komemoracija za vse.
Nemški okupatorji so 21. oktobra 1943 zlomili krajši odpor Gubčeve brigade pri Prekopi in v gramozni jami pri Ostrogu ubili 4 ljudi, predtem pa v Prekopi 9 talcev. Tisti četrtek je v Šentjerneju pod streli okupatorja padlo 27 domačinov. V akcijo Ločujem, zemljo varujem, v katero je že drugo leto vpeta tudi novomeška komunala, se je v tem šolskem letu vključilo skoraj 2100 otrok in učiteljev. Tokrat sodelujejo novomeški šoli Grm in Center ter šentjernejska šola s podružnico Orehovica. Davi so otroci z osnovne šole Center za pravilno ločeno odpadno embalažo, papir in steklo prejeli še zadnje nalepke, ki so jih zbirali 4 tedne. Radi ločujemo odpadke, samo včasih pač ne. Ja, sem zelo rad sodeloval, je to dobra akcija, tudi vesel sem, ker se tudi to še naučimo, tudi če kaj ne vemo. Tudi nekaj je leži na tem, da cel razred hoče dobiti nagrado, da bomo šli v adrenalinski park. Cilj projekta Ločujem, zemljo varujem, katerega nosilec je podjetje Danone Slovenija, je enak kot v minulih 2 letih. Povečati ločeno zbrane odpadke za več kot petino. 3 šole, ki so bile zajete lani in njihovi okoliši, so pokazali veliko spremembo v ločeno zbranih odpadkih, tako da smo prepričani, da bo temu tako tudi letos. Z lansko akcijo so se ločeno zbrane frakcije povečale za skoraj 30%, poudarja Križman. V plesnem studiu Novo mesto so na državnem in evropskem prvenstvu letos dosegli izjemne rezultate, nastopili pa so tudi na svetovnem prvenstvu. Za številne uspehe in pokale, ki so jih osvojili, jim je s ponosom čestital novomeški župan Alojzij Muhič. Med največjega uvrščajo Evropsko prvenstvo, mladinci, ki je konkurenca najmočnejša, drugo mesto, tako da tak pokal. Jaz mislim, da so izjemni in jaz jim lahko samo čestitam pri njihovem delu, saj smo dejansko dosedajo zelo zavidljive uspehe, tako da tudi njihovi pokali pričajo o tem. 7 plesalcev pa se je nedavno vrnilo z Madžarske, kjer so nastopili na svetovnem prvenstvu v street disciplini. Imamo spet nova svetovna prvaka, sicer Andraž Pahana v parih. Male skupine so bili svetovni podprvaki, potem sta bila Maruša in Maja so bile 3. in Hana Solo je bila 5. Zelo aktivnih plesalcev je v studiu približno 300. V tekmovalnem sistemu pa nastopajo pionirji, mladinci, člani, v kategoriji nad 31 let pa še hip-hop mame in hip-hop očetje. Med 3 predsedniškimi kandidati se bo 11. novembra za to mesto potegoval tudi aktualni predsednik dr. Danilo Türk, ki kandidira s podporo volivcev. V sklopu kampanje so tako v Novem mestu pripravili pogovor za skupno dobro. Dr. Danilo Türk se zavzema za Slovenijo, kjer bi spoštovali človekove pravice in bili medgeneracijsko solidarni. Kjer krepimo ustvarjalnost in podjetnost in kjer je vladavina prava resnična vrednota. Da bi to dosegli, potrebujemo boljšo kakovost dialoga, kot ga imamo zdaj. Zavzemam se za čim bolj intenziven, čim bolj stvaren dialog o problemih in o reformah. 60-letni Türk z več desetletnimi izkušnjami na področju mednarodnega prava je v Dolenjskem muzeju poudaril na pomen ustvarjalnosti in podjetnosti vzporedno s krepitvijo znanja na vseh ravneh. In končno zavzemam se za to, da bi svojo dejavnostjo in dejavnostjo drugih dejavnikov države pomagali krepiti spoštovanje, ki ga mora Slovenija uživati v mednarodni skupnosti. Trenutno sodelovanje z vlado ocenjuje kot korektno, napoveduje pa skrbno in konstruktivno sodelovanje pri pogajanju o pokojninski reformi in reformi trga dela. Pri reformah pa bom seveda zelo tesnem stiku z vlado, tu sem stike že vzpostavil in ti bodo seveda, kot se bodo pogajanja razvijala, napredovali še naprej. Kot eno ključnih vrednot vidi zaupanje, ki jo je treba okrepiti tako v ljudi kot v politiko. Za konec še opozorilo za vse voznike. Začenjajo se namreč krompirjeve počitnice za osnovno in srednješolce, bližajo pa se tudi prazniki, zato je v prihodnjih dneh pričakovati večjo gnečo na cestah. Dodatna mera previdnosti in strpnosti tako ne bosta odveč. Hvala za vašo pozornost in lep večer.